K besedi vabim ministra za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, gospoda Luka Mesca. Spoštovane novomeščanke in novomeščani, tudi sam bi se najprej želel pokloniti pokojnemu Alešu Šutarju in svojcem izrekam iskreno sožalje. Niti v sanjah si ne znam predstavljati, kako je to za njegove otroke, posebej za sina, ki ga je poklical na pomoč in je bil oče pri tem ubit. To se mora zgoditi zadnjič. In to je naša skupna odgovornost. Spoštovane novomeščanke in novomeščani, slišim vas in razumem vašo stisko. Razumem strah, razumem jezo in razumem, da je politika predolgo gledala proč. Da je politika predolgo gledala proč, ko so otroci izpadali iz šole, ko so ljudje drseli v nezaposlenost, in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal. Zavračam pa, da sem sam obraz te politike, ki je gledala proč. Da sem sam obraz politike, ki naj bi govorila, da so vsega krive lokalne skupnosti. Ravno nasprotno. Potem, ko je parlament zavrnil županske zakone, sem po svojih najboljših močeh njihove dele sestavljal v smiselno zakonodajo. Tako smo letos realizirali eno od temeljnih pričakovanj lokalnih skupnosti z jugovzhodne Slovenije in to je, da smo končno povezali prejemanje socialnih transferov z obiskovanjem šole. Letos smo uvedli obvezen predšolski program za romske otroke. In letos smo uvedli, da otroci, ki živijo v neprimernih okoliščinah, morajo po odločbi Centra socialno delo v vrtec. Letos smo razširili program javnih del in letos smo odprli program za zaposlovanje, ki ga je prej omenil kočevski župan. Da, ti ukrepi niso popolni, so pa začetek in so stopnica in so temelj, na katerem lahko delamo in moramo delati. Ponavljam, slišim vas in poudarjam, da nismo na nasprotnih bregovih. Vsi na čelu z vlado razumemo, da je smrt Aleša Šutarja točka preloma. Vsi razumemo, da danes ni več enak kot včeraj. Vsi razumemo, da živimo v trenutku krize, naša skupna odgovornost državne in lokalnih politik pa je, da pokažemo pot iz te krize. Tako kot sam nisem bežal od odgovornosti, tudi vlada ne beži od odgovornosti. Kot je že predsednik povedal, od nedelje pripravljamo zakon, ki bo imel temeljno sporočilo. Nasilje in kriminal nimata in nikoli v tej državi ne bosta dobila domovinske pravice. Ukrepe je navedel že predsednik, sam kot minister za delo pa napovedujem, da bo v tem zakonu tudi določeno, da socialna država ne bo več tolerantna do povratnikov in do storilcev kaznivih dejanj. Slišim vas in smrt Aleša Šutarja ne bo zaman. Pozivam pa vas in nas vse skupaj, da v tem težkem trenutku krize ne kažemo drug na drugega s prstom, da si ne nabiramo političnih točk, ampak da pokažemo, da je država v kritičnih trenutkih, kot je ta, zmožna stopiti skupaj in najti skupen jezik. Da, Novo mesto je danes zavito v strah, jezo in žalost. Upravičeno.
in naša skupna naloga je, da vzpostavimo nazaj red in varnost, da lahko ta strah, jezo in žalost premagamo. Ker verjamem, da nam je skupen cilj, da v Novem mestu jutri ne bo strahu, jeze in žalosti, pač pa da spet zavladata mir in soživanje, sobitje. Hvala lepa in še enkrat se poklanjam umrlemu.